Kristi, a lahko vprašaš za nas, kaj hočejo angeli od nas, takrat, ko nam pošiljajo svoje komunikacije pa svoje znake? Zelo simpatično vprašanje, ki je definitivno nasmejalo in mene in angele, ampak dajmo odgovoriti na to vprašanje, zaradi tega, ker je pa teh vprašanj bilo res zelo veliko. Dostikrat ljudje, ko se angeli oglašajo, ko pošiljajo neko svoje vodstvo, ljudje mislijo, da angel nekaj hoče od njih, a ne? Jaz vam bom sicer danes povedala, z angeli smo spisali klele 6 točk, sem za vas prevedla ta sporočila, kaj angeli hočejo. Čeprav vam bom seveda povedala te 6 točk, ampak definitivno bi vam rada rekla eno stvar. In sicer za začetek, preden dam angelska sporočila, moje osebno mnenje glede angelov je, angeli so tukaj zato, ker so naši prijatelji. Zaradi tega, ker definitivno ti lahko pomagajo, ali pa samo zato, da ti povejo, da te imajo radi, a veš. In to so tvoji prijatelji, ki ne rabijo zdaj nekega specifičnega razloga, da s tabo govorijo, ampak govorijo s tabo zato, ker si jim všeč. Hej. Tako da definitivno bi rada, da od zdaj naprej angele začnete gledati na tak način, da jih začnete gledati, da so z vami, da z vami govorijo zato, ker ste pač fajni in ker si zaslužite imeti angele, tudi če vam ni treba kaj posebej narediti. Dostikrat pa je seveda res, to pa moram priznati, da se angeli oglašajo zaradi tega, ker pa, ja, imajo pa kakšno konkretno vodstvo za predati. In to sem zbrala v 6 točkah zate, za vas, zato da imaš lahko neke odgovore, zakaj se angeli javljajo. In ko pridejo taki trenutki, ko pa je res neko vodstvo in moraš ti zadnji nekaj ukrepati, je pa nekaj od naštetega. In sicer prva stvar, angelska komunikacija, predvsem tiste, ki so take zelo odločne in se ponavljajo, ko vidiš, da je en vzor za ena in ista tematika, ko vidiš, da razumeš, da so neke smernice, da ti hoče nekdo dotajčiti v glavo, ne? Je to zaradi tega, ker angeli poznajo načrt tvoje duše. In oni imajo zemljevid in oni točno vidijo, razumeš, kam moraš ti pridati, veš, kaj navigacijo so, čovk, Zdaj pa, če ti zelo skreneš iz te poti, angeli vejo, da to za tebe seveda ni dobro. Ni dobro zaradi tega, ker res ni dobro hoditi stran od svojega zemljevida, zaradi tega, ker se lahko zgubiš v džungli ko zajc. In ker pač se tega nočeš, ker nočeš, da se ti to zgodi, so angeli tisti, ki zelo pojačajo angelske komunikacije in ratajo zelo vztrajne in zelo, zelo jasne, zaradi tega, ker te hočejo spraviti nazaj na tvojo pravo pot, zaradi tega, ker si zašla iz smeri zaradi ali prepričanj, ali strahov, česarkoli že, ampak angeli ti v tem primeru uporabljajo angelske komunikacije zaradi tega, da te nakalibrirajo nazaj, razumeš, zato da te definitivno spravijo nazaj na pravo pot. Kadar vidiš, da so neka taka opozorila, pa kad vidiš, da je malo bolj resen ton v njih, je zelo dobro, da greš za njimi, ne? Angelske komunikacije, kaj hočeš angeli z njimi povedati, oziroma zakaj jih tudi radi uporabljajo, je, dostikrat je tvoja rast boleča, bodimo iskreni. Dostikrat je rast nekega človeka lahko zelo lepa, pa zelo, ne. Dostikrat je pa lahko rast zelo težka, ne. In takrat kljub temu, da angeli vejo, da moraš ti čez to tvojo rast iti, definitivno moraš iti, ne. So vsaj tam, da ti zagotavljajo obnovitev, da te tolažijo, da te spodbujajo in so tvoja navijaška ekipa. Tako da, to je dobro imeti, a ne? Veš, kaj sem zdaj zagledala? Zdaj sem zagledala, angel Mihael mi je pokazal eno vizijo. Ok, dobro. Sicer ful ne zagovarjam tega športa, ampak kar sem zagledala, vem, da je malo humorno nad angelom Mihael, mislim, ampak moram zdaj vizijo deliti naprej. Veš, kaj sem videla? Videla sem bokserski ring, a veš? Tako noter vas pretepen, ti in borba za življenjem na drugi strani. In tako ob strani sem videla angele, a veš, zuno mokro cuno, a veš, sej bo in ko se malo sesedeš in spočiješ, oni pridejo in te tam gor tapkajo, tako, dobra. Izklopila bom tole, ampak meni je bilo všeč. Drugače pa ne se tepst. Tretja točka.
Angeli zelo radi, zaradi tega, ker mi pozabimo, ko pridemo na planet Zemlja, zelo radi pozabimo, zakaj smo prišli sama, ne? Kakšne so skrivnosti vesolja, manifestacije, kaj se obstaja, katere so druge civilizacije. Kjuzo, to se je vse zaprlo, da bomo mi to mogli na novo odkrivati. Mislim, kjer štos vesolja, ne? Ampak angeli radi prenašajo spomine na to. Je malo ljudi, ki jih to sprašuje sicer, zelo malo ljudi, ki jih to sprašuje, mogoče malo škoda, zaradi tega, ker jaz mislim, da rabimo več radovednežev, ki jih zanima ta sestava vesolja pa civilizacije. Upam, da boš to ti, no, ampak hočejo razkrivati, kako v vesolju delujejo stvari, zakaj delujejo tako, kot delujejo in tako dalje. Četrta, kažejo nove priložnosti. To pomeni, da ko se odpirajo nova manifestacijska vrata, preko katere lahko prestopaš, pa jih mogoče ne bi opazila, uporabljajo angelske komunikacije, da rečejo tja, tako, to je dobro poslušati. Peta točka, energijsko ščitijo in seveda dostikrat tudi fizično ščitijo pred poškodbami, pred nevarnostmi. Ne morajo ti vedno glih vsega prehraniti, ampak marsikdaj pa lahko. Zato jaz mislim, da energijske zaščite z angeli delati, je to tako obvezna oprema, kakor je, zdaj sem zagledala, veš kaj, ko imaš v avtu prvo pomoč, to je čisto ista stvar, bom ti sicer tudi povedala, kako lahko to počneš, pridem še do tega. In seveda usmerjajo zadnja točka k tvojemu življenjskemu poslanstvu, to pomeni, da ti hočejo pomagati izvršiti za tisto, za kar si rekel, hop, grem v pleničke, grem na zemljo, sretan mi put in vse skupaj bom pozabil in gremo jo na novo, Tako da zadnji je definitivno nek močen namen, zakaj si se to odločila in takle planet, ki je poln preizkušenj, izbrala in angeli so tisti, ki ti lahko pri tem pomagajo. In na podlagi tega, kar vse angeli delajo in komunicirajo, je bil čas, da razvijam nek ta čudovit spletni tečaj, ki se dogaja dvakrat mesečno ob večerih s posnetki, ki jih lahko gledaš kadarkoli, ki se imenuje Tečaj angelske komunikacije. Čudovit, zelo, zelo izkusten tečaj, kar dosti meditiramo, dosti imamo vaj in tako naprej. Pa da vam povem, kaj je tečaj angelske komunikacije, vkolikor bi želeli seveda tole z angeli še poglobiti. Na prvi stopnji se ukvarjamo z iniciacijami, z angeli, razumevanjem njihovih sporočil, 5 intuitivnih zaznav prebujamo in spodbujamo zaradi tega, da lahko slišimo angelska sporočila. Beremo njihova sporočila preko vode, preko kovine, preko lesa, kaj? Ja, definitivno. Take posebne stvari učim, Čisto vsaka stopnja ima neko simbolno meditacijo z angeli, ne veš čisto kaj bo, ampak ti jaz pol na koncu povem. Na drugi stopnji delamo potem zaščitne angele. Povedala sem, energijska zaščita je zelo pomembna. In dostikrat bi te angeli toliko radi zaščitili pred marsikatero neumnostjo. Pa ne smejo zato, ker jih nisi prosila. Jaz te bom naučila, kako lahko absolutno ful močno energijsko zaščito delaš, plus tega, da lahko razna družinska prekletstva z angeli režeš in tako dalje. Res ful močna stvar, tako da ti definitivno predlagam, če imaš težave pa z energijskimi napadi pa tako naprej, da se pridružiš temu tečaju. Tretja stopnja se ukvarjamo s telepatijo. Definitivno glavna točka je telepatija in angelski prostor. Kako narediti svoje hiše angelski prostor, zato da so tam noter lahko odprti angelski portali, ker zato mora prostor biti pripravljen, zato ker angeli so res zelo visoka energija in ne morajo iti glih čisto v vsako okolje. Jaz te bom naučila, kako pa lahko grejo. In zadnja stopnja, manifestacijski angeli, kakšna je v resnici sestava manifestiranja in kako lahko manifestiraš z angeli. Mislim, da se sliši odlično, ampak dobro, malo težko je povedati, ker to moraš definitivno izkusiti. Začnemo pa 17. novembra na spletu. Poglej si, seveda, čisto na vsaki stopni dobiš seveda tudi čudovite meditacije z angeli, tako da zelo, zelo ti bodo všeč in številne vaje in tako dalje in seveda doživetje z mano. Tako da, če te je poklicalo, oziroma bom rekla bolčko, če so angeli dvignili telefon in te poklicali po kuki na potovanje duse.si, jaz ti pa želim ogromno angelske ljubezni. Lepo se imej in adijo.